Pozdravljeni. Moje ime je Anđela in danes vam bom o posebnem jubileju predstavila svojega najljubšega renesančnega slikarja. Danes smo 6. aprila 2020, kar pomeni, da je pred točno 500 leti na današnji dan umrl renesančni slikar Raffaele Santi. On je bil eden treh najpomembnejših slikarjev italijanske visoke renesanse in skupaj z njim sta ustvarjala še Leonardo da Vinci in pa Michelangelo. S svojim znanjem in poznavanjem slikarstva je bil izjemna kombinacija med mojstroma da Vincijem in pa Michelangelom. Kratek čas je bil tudi najpomembnejši arhitekt v Rimu. Po smrti Bramanteja, ki je bil izjemen renesančni arhitekt, so Raffaela imenovali za novega arhitekta takrat nove bazilike svetega Petra v Rimu. Po njegovi smrti je večina njegovega dela bila že uničena ali porušena, nato je delo arhitekta vzel Michelangelo. Ostalo je le nekaj Raffaelovih risb, ki so novemu arhitektu bile zelo v pomoč. Raffael je bil ne le odličen slikar, temveč tudi arhitekt in risar, eden najboljših v zgodovini umetnosti. Če torej še niste slišali za Raffaela Santija, ste zagotovo videli tole. Atenska šola je freska, ki je nastala med letoma 1508 in pa 1511, ki prekriva celotno steno nekdanje zasebne knjižnice papeža Julija II. V Vatikanu. Danes se tem prostorom reče Raffaelove sobe ali stanze di Raffaello, saj so bile opremljene z izjemnimi Raffaelovimi freskami. Raffael je takrat dobil nalogo, da celo sobo uredi s posvetnimi in pa tudi klasičnimi motivi. Slika je bila del cikla, ki poleg atenske šole vsebuje tudi druge, ki so simboli poezije, teologije in pa pravičnosti. Vse štiri so bile naslikane kot cikel, ki predstavlja njegovo Raffaelovo razmišljanje, da mora biti naša družba bazirana na 4 principih, in to so razum, in tega predstavljata filozofija in znanost, potem dobrota in ljubezen, in njun simbol je vera, potem lepota, ki jo simbolizira umetnost, in pa tudi pravica, in njen simbol je sodstvo. Atenska šola se idejno strinja z renesančnim načelom, da je antika vir evropske kulture, civilizacije, filozofije in znanosti. Na sliki vidimo 52 oseb in te ne stojijo le drug ob drugem, predstavljajoč svoja visoka razmišljanja in mišljenja, ampak se vse gibljajo na drugačen način in delajo tisto, kar jih posebej, naprimer berejo, pišejo, rišejo, računajo. Ta dejanja predstavljajo filozofe, umetnike, znanstvenike od obdobja antike pa vse do renesanse oziroma do Santija. Niti ena figura se ne giblje enako kot druga in poudarjena je tista telesnost, in s tem je Santi pokazal, da je zelo dobro razumel anatomijo človeškega telesa. Vsaka figura je individualizirana in ima svoj karakter. Središče slike sta dva misleca, Platon in pa Aristotel. Naš pogled je usmerjen prav v njiju, saj celo arhitektura, tlakovci, 2 figure, Heraklita in pa Diogena, pomagate pri tej usmeritvi. Vse linearne črte se združijo pri Aristotelovi roki in tam čutimo največjo napetost. Iz tega središča narekuje ta postavitev vseh figur. Na desni Aristotelovi strani so tisti filozofi, umetniki in pa znanstveniki, ki so za časa svojega življenja imeli ista mnenja, enaka mnenja kot Aristotel. Na drugi levi strani, Platonovi strani, so pa vsi tisti znanstveniki, umetniki in pa filozofi, ki so se za časa svojega življenja strinjali s Platonom.
Tisti, ki poznajo filozofijo in mnenje obeh filozofov, lahko sklepajo, da jo je poznal tudi Santi. Kajti Aristotel kaže z desnico dol in proti tlom in zemlji, saj je bil materialist in je menil, da je svet temelji na materialni realnosti. Na drugi strani je Platonova desnica usmerjena navzgor in z njo kaže, da je cenil duhovni svet, nekaj višjega, kot je človek sam. Platon v Levici drži knjigo Kozmološki dialog Timej, Aristotel pa Nikomahovo etiko. Slika ne vsebuje samo množico zgodovinskih oseb iz obdobij pred Santijem, ampak tudi njegove sodobnike, ker ni vedel, kako je Platon izgledal za časa svojega življenja, mu je podaril Da Vincijevo podobo, Heraklitu, na primer, pa Michelangelovo. Našel prostor tudi za Sokrata, Parmenida, Pitagoro, Aleksandra Velikega in tako naprej. Slikar je na desni strani naslikal tudi svoj avtoportret in s tem kazal, da se ni imel za nič manj kot za odličnega slikarja in pa tudi intelektualca. Naslikal se je tako, kot so ga sodobniki takrat doživljali, kot sproščenega, samozavestnega in pa prijaznega. Na drugi strani je Michelangelo tudi naslikal tako, kot so ga drugi doživljali, kot zaskrbljenega, močnega in pa osamljenega. Zgradba, v kateri se zgodba atenske šole dogaja, ni obstajala za časa slikarjevega življenja. Navdih za to stavbo naj bi z Bramantejevo pomočjo dobil iz takrat še nove bazilike svetega Petra v Vatikanu. Arhitektura na sliki je naslikana v obliki grškega križa in nekateri mislijo, da bi morala ta kazati na harmonijo med pagansko filozofijo in krščansko teologijo. Na zgornji polovici sta dve niši. V desni je kip Minerve, boginje modrosti in pravičnosti, v levi je pa Apolon, bog svetlobe, glasbe in lokostrelstva, ki v rokah drži liro. Po ustvarjanju je atenska šola bila slikarjev velik uspeh, saj ga je papež razglasil za najpomembnejšega umetnika v Rimu. Čeprav je bilo njegovo življenje kratko, umrl je leta 1520, ko je bil star samo 37 let, se je njegov vpliv prenašal skozi stoletja. Še vedno velja za enega najvišjih mojstrov italijanske renesanse, njegov vpliv pa je čutiti še danes.